Prva vest, ki vam jo moramo povedati v tem prispevku, je, da je Berlingo postal električen. In to je v resnici zelo pomembna vest, ki močno govori v prid električnim vozilom. Berlingo je namreč eden najbolj pomembnih avtomobilov v Citroenovi ponudbi in eden najbolj pomembnih avtomobilov v svojem segmentu. Kako torej, da se je Citroen odločil za to potezo? Vozilo Berlingo je bilo eno najpomembnejših vozil v Sloveniji, kar se tiče znamke Citroen. V letu 2019 je vozilo predstavljalo kar 25% Citroenove prodaje, hkrati pa je bilo v tem avtomobilskem segmentu s 45% tržnim deležem vodilno. Hkrati pa je bilo v Sloveniji od leta 1996 prodanih kar preko 14 tisoč omenjenih izvedenk, tako da definitivno je en tak zelo drzen korak, ki ga bomo po mojem mnenju in po mnenju znamke uspešno premostili, saj tehnologija, ki jo ponuja znamka Citroen, je že dobro poznana, ponujamo tudi na drugih vozilih, kot je vozilo C4. Glavna dela njegovega pogona sta elektromotor s 100 kW moči in baterija, ki ima kapaciteto 50 kWh. Po tovarniških podatkih lahko ta avto z enim polnjenjem prevozi do 280 km. No, nas že kar takoj zanima, kako podoben bo električni Berlingo tistemu, ki ga je gnal motor z notranjim izgorevanjem. Se bodo morale 5-članske družine čemu odreči? Pri sami elektromobilnosti definitivno je eden zelo pomembnih stvari, ki jih je treba v zakup vzeti, je načrtovanje poti. Omrežje oziroma infrastruktura napreduje, sivih las, kar se tiče polnjenja in teh stvari, se mi zdi, da je iz dneva v dan manj. Hkrati pa je tukaj tudi eden zelo pomembnih poudarkov, da električna izvedenka res ohranja vse tiste elemente izvedenk bencinskih in pa dizelskih motorjev, tako da ne sklepa res nobenih kompromisov, kar se tiče modularnosti, prostornosti in pa udobja. Ampak kljub temu še vedno ni napočil čas za popolno slovo običajnega Berlinga. To je namreč različica N1, torej tovorni Berlingo, in tega še naprej poganjajo klasični motorji. Pri Citroenu pravijo, da je ohranil vse prednosti enoprostornega vozila. Gre namreč za 5-sedežno tovorno vozilo, ki ima po pravilih kategorije N1 takole potniški in tovorni prostor ločen s pregradno steno. Uporabna dolžina tovornega prostora je 1 meter. Z vidika varnosti omogoča omenjena različica, da naložimo lahko prtljago praktično do vrha. Hkrati pa nam omogoča tudi vožnjo hišnih ljubljenčkov, saj imamo že fiksno pregradno steno med potniškim in pa tovornim prostorom. Polica v prtljažnem prostoru je dvonivojska, se pravi, jo lahko postavimo tudi na sredinski del, hkrati pa omogoča tudi nosilnost okrog 25 kg. Dvižno zadnje steklo nam omogoča, se pravi, da ko je prtljažni prostor nekako dopolnjen do vrha, da lahko še vedno naložimo kakšne dodatne stvari v prtljažni prostor. No, pri prevozu večjih predmetov pa lahko pomaga tudi fleksibilnost potniške kabine. Še vedno je na voljo, se pravi, so 3 ločeni sedeži v drugi vrsti, hkrati pa za prevoz daljših predmetov še vedno obstaja, se pravi, da se sedeži v drugi vrsti se lahko zložijo. Ena zelo pomembna funkcionalnost Berlinga pa je tudi ta, da se zloži sovoznikov sedež, kar nam bo na koncu definitivno omogočalo prevoz tudi kakšnih daljših predmetov kljub fiksni predelni steni med potniškim prostorom in pa prtljažnim prostorom. Berlingo je leta 1996 ustanovil nov avtomobilski segment. In vse odtlej je izredno priljubljen tudi pri nas. Od Citroena slišimo, da je Berlingo vozilo, ki je ustvarjeno naravnost za Slovence. Ampak ali je za naš žep ustvarjena tudi njegova cena? Kakšne so zdaj torej spremembe po uvedbi novih različic? Če najprej pogledamo izvedenko N1, je dvig cene v primerjavi z osebno potniško različico praktično zanemarljiva, saj stranka v tem primeru doplača le pregradno steno med potniškim in pa tovornim prostorom. Če pa pogledamo električno izvedenko in pa primerljiv termični motor, pa je to doplačilo 12 tisoč evrov, ampak od tega zneska je potrebno odšteti še ekosubvencijo, ki je trenutno še na voljo, in pa ostale ugodnosti, tako da na koncu znaša razlika nekje okrog 7 tisoč evrov v primerjavi s termično izvedenko.
Na YouTube kanalu Avtomobilnosti lahko že najdete prispevke o električnih ali pa delno električnih Citroenih. Dva izmed takih sta EC4 in C5 Aircross. Vabljeni k nadaljevanju ogledov.